Lepo pozdravljeni, moje ime je Oto Gredina, pozdravljam vas v imenu Slovenskega sociološkega društva in Trubarjeve hiše literature. Hvala vsem, ki nas spremljate preko svojih zaslonov. Kot veste, danes bomo govorili o La Vieillesse, oziroma velikem delu z področja starosti Simone de Beauvoir, ki pravzaprav v njenih očeh ni bilo nič manj pomembno delo, kot recimo bolj znan Drugi spol. In mogoče, če za začetek preberem en citat iz knjige, ki nekako ponazarja, o čem se je takrat 62-letna Simone de Beauvoir spraševala. In sicer: so starci sploh ljudje? Če bi sodili po načinu, kako jih naša družba obravnava, je dovoljen dvom. Družba dopušča, da nimajo neenakih potreb, neenakih pravic. Slabo se sliši. Dol knjiga. Aha. Okej, se ne... me zdaj v redu slišite? Ja. Ne, ja, eni odkimavate. Se bom potrudil najbolj na glas govoriti, kolikor lahko. Evo, to je to. Večkrat to pa žal ne morem, ker mi bodo glasilke se zrabile v prvih 5 minutah. Torej, ali so starci sploh ljudje? Če bi sodili po načinu, kako jih naša družba obravnava, je dovoljen dvom. Družba dopušča, da nimajo neenakih potreb, neenakih pravic, kakor drugi člani skupnosti, kajti odteguje jim minimum tistega, kar se jim zdi nujno. Namenoma jih obsoja na bedo, brloge, bolehnost, samoto in brezup. Da bi si družba olajšala vest, so njeni ideologi skovali mite, sicer protislovne, ki napeljujejo odrasle, da starca vidijo ne kot bližnjika, ampak kot drugega. Je častitljivi modrec, ki iz velikih višav obvladuje zemeljski svet. Je blazni starec, ki blebeta in činča. Naj ga postavimo nad ali pod našo vrsto, v vsakem primeru je izgnan. Še bolj kot zakrinkavanje realnosti, pa se nam zdi primerno, da jo radikalno ignoriramo. Torej, če ta nek izhodiščni razmislek postavimo v kontekst trenutnih demografskih trendov, ugotovimo, da bi vprašanja starosti in starih že pravzaprav davno morala vstopiti na prvo mesto družbenih premislekov. Čeprav je bilo delo napisano pred točno 51 leti, oziroma izdano, pisala ga je nekaj več kot 5 let, Simone de Beauvoir v njem odpira pomembne teme, ki pa se do današnjih dni kljub njihovemu pomenu ostajajo podraziskane ali celo neraziskane. Širina, domet in bistroumnost starost postavljajo za temeljno sociološko in filozofsko delo. V njem je nekako združila v prvem delu empirične ugotovitve ter v drugem iskren in mestoma izkustven opis fenomena starosti. In knjiga predstavlja pravzaprav nek opis oziroma nek poskus, da bi razčlovečenim starim, katerih usoda po njenih besedah kaže, da kot civilizacija nismo uspeli, da bi jim dala besedo. In skratka skupno na nekaj več kot 600 straneh, kažem, to sta dve knjigi, prikazuje in dokazuje, da družba z usodo, ki omenja neaktivnim članom, razkrinkava samo sebe in priznava, da zanjo štejejo le profit in njen humanizem, da je zgolj fasada. Ko to enkrat doumemo, pravi de Beauvoir, se ne moremo več zadovoljiti z zahtevami po velikodušnejši starostni politiki, dvigu pokojnin, zdravih bivščih ostarele, organizirani zabavi. Pod vprašanjem je ves sistem in zahteva je lahko le radikalna. Spremeniti ves življenjski potek. V tem pogledu delo prinaša aktivistično usmerjen naboj, ki pa je v obdobju razraščanja neoliberalne ideologije še bolj aktualen, kot je bil v času, ko je avtorica knjigo zapisala.
na kar opozori tudi Boris A. Novak v predgovoru k prvemu delu knjige. In sicer Boris A. Novak zapiše, piše takole. Slovenske vlade zadnjih 10 let, desne in leve, ki si prizadevajo na vse načine zaostrovati pogoje za upokojevanje ter sramotno nižati pokojnine, na žalosten način potrjujejo vizionarsko analizo Simone de Beauvoir izpred dobrih 40 let. Nujno je treba prevesti njeno delo La Vieillesse v slovenščino in jo dati v obvezno branje vsem idiotom, ponavadi moškim politikom srednjih let, ki tako arogantno odločajo o usodi starejših. Tukaj bi morda veljalo opozoriti, da je Boris A. Novak to spremno besedo napisal leta 2018, torej po razglasitvi in letu z pandemijo, in če bi jo opisal danes, bi verjetno zapisal kakšno besedo še ostreje. A predlagam, da razgovor o tem prepustimo današnjim gostjem. Z nami so dr. Mirjana Ule, upokojena profesorica socialne psihologije in bivša predstojnica Centra za socialno psihologijo na Univerzi za družbene vede Univerze v Ljubljani. Dr. Metka Mencin-Keplek, predavateljica socialne psihologije in bivša in feministične teorije in študij spolov ter identitet, ter dr. Eva Bahovec je redna profesorica filozofije na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je pa strokovnjakinja s področja psihoanalize, strukturalizma in ženskih študij. Skratka, vse zelo lepo pozdravljam. Dr. Bahovec, če začnemo z vami. Simone de Beauvoir knjigo Starost, podobno kot drugi spol, začne s trditvijo, da starost ni le biološko, temveč kulturno dejstvo. Lahko na kratko komentirate njeno misel in morda dodate, kje še vidite vzporednice med njenima temeljnima deloma, torej starostjo in drugim spolom, oba zelo dobro poznate. Lepo pozdravljeni in pozdravljene, najlepša hvala za to povabilo. Če lahko morda uvodoma poudarim, kako izredno pomembno se mi zdi, da dobi Simone de Beauvoir mesto tako v naših raziskovanjih in poučevanjih, kot tudi v institucionaliziranih znanostih. In moram reči, da mi je v izredno čast, da lahko v okviru Slovenskega sociološkega društva danes sodelujem pri tej razpravi. Simone de Beauvoir, kot veste, je bila po osnovni izobrazbi filozofinja in upam, da bo filozofsko društvo sledilo temu svetlemu zgledu. Kaj povedati o Simone de Beauvoir? O tem sem razmišljala danes. 20 let se pravzaprav že ukvarjam s Simone de Beauvoir študijami in vedno znova mi najprej pride na misel, da moram povedati, da je njena knjiga Drugi spol ena najvplivnejših knjig 20. stoletja, upravičeno najvplivnejših, ampak če bi sestavljali seznam 10 najbolj vplivnih, najbolj branih, najbolj priznanih knjig, bi bila Beauvoir še vedno izključena 11. Kar zadeva njeno raziskovanje starosti, se mi zdi izredno pomembno, da sta obe njeni zelo obsežni knjigi dostopni v kontekstu branja Simone de Beauvoir na vseh področjih družbenega življenja, vseh obdobjih vsakdanjega življenja in nenazadnje v kontekstu tistega feminizma, ki ga poskušamo pri nas razširjati kot razsvetljenski projekt, kot paradoksni projekt, ker zagovarjamo nekaj
kar bi želeli odpraviti, pravzaprav proizvajamo spolno razliko in seveda kot projekt neustrašnega govora. In tu mislim, da je tako mesto drugega spola kot mesto knjig o starosti Simone de Beauvoir. Namreč neustrašni govor pomeni govoriti resnico. Resnico, v katero sam govorec ali govorka verjame, da je nekaj resničnega, in mislim, da je Simone de Beauvoir paradigmatska figura ravno zaradi tega. Morda omenim tisto dikcijo, ki jo seveda vsi poznam, pa jo vedno znova rada ponovim, pa naj ni bilo dovoljeno, to še enkrat naredim. Ko je Simone de Beauvoir rekel François, avtor, literat, pisatelj tistega obdobja, to pišete zato, ker ste ženska, in Simone de Beauvoir mu je odgovorila, to pišem zaradi tega, ker je res. In morda bi za začetek to razširila. Lahko bi kdo rekel, knjige o starosti, to pišete zato, ker ste stari gospa, ne? In mislim, da bi Simone de Beauvoir ravno tako odgovorila, ne, to pišem zaradi tega, ker je res. Morda bi s tem ta uvodni del zaključila. Predvsem bi se pa rada zahvalila tudi za to, da ste mi dali to uvodno besedo. Morda smem samo še to dodati, da mi je izredno veselje, da ste tu kolegici Metka Mencin Čeplak in Mirjana Ole, že dolgo se poznamo, sodelujemo na področju kritične teorije, kritične psihologije, kritične pedagogike, kritične filozofije, kritičnega feminizma. Tisto, kar se mi zdi pa ključnega pomena, Mirjana, je pa to, da si se ti začela ukvarjati, oziroma se že dolgo ukvarjaš, ampak si imela tudi priložnost napisati spremno besedo k tej drugi knjigi, Starost. Ravno ti, ki si naša vodilna raziskovalka na področju mladih in vsega, kar je s tem povezano, in ki si tudi priskrbela v slovenskem prevodu knjigo Kultura narcisizma. Izredno pomembno se mi zdi namreč to, kaj narečem, mačehovsko obravnavanje starosti, tako kot žensk, pa še posebej žensk v tem življenjskem obdobju, konfrontirati z narcistično kulturo, ki si jo ti raziskovala, ki je kultura glorifikacije mladosti. Mislim, da moramo eno in drugo sopostaviti in se še toliko bolj veselim tega srečanja. Najlepša hvala. Doktor Bahovec, najlepša hvala za vaše uvodne besede. Jaz bi nadaljeval z dr. Mencin. Neka rdeča nit knjige Starost predstavlja pravzaprav družbeni antagonizem, kot ga ona vidi, med vladajočim in izkoriščenim razredom ter razredni boj. De Beauvoir postavlja pravzaprav kritiko starosti v kontekst razrednih bojev in izkoriščanja delavcev skozi vse življenje, in tukaj vidi ta nek glavni razlog razčlovečene starosti. V tem smislu gre pravzaprav za avantgardno delo tudi v okviru evropske in ameriške socialne gerontologije, ki se v 60. in 70. letih pravzaprav še nista posvečali razlikam med družbenimi razredi. Slovenijo so tik pred epidemijo najprej pretresle pravzaprav zgodbe revščine, pomanjkanja, izrinjenosti v starosti, na katere so opozorili v društvu Humanitarček. In res bi težko rekli, da ima njihova izkušnja starosti kaj dosti skupnega z izkušnjo starosti pripadnika srednjega ali višjega razreda. Pa bi vas za začetek, dr. Mencin, vprašal, kako po vaše kombinacija osebnega življenjskega poteka in družbenega položaja pravzaprav vpliva na preživljanje in
doživljanje starosti. Najlepša hvala, Oto, za vprašanje in za povabilo organizatorkam in organizatorjem in seveda vsem, ki ste se povezali preko tega Zooma. Bom tudi jaz začela z Mirjano in sicer mislim, da bi Mirjana na to vprašanje imela bistveno bolj verodostojen odgovor kot jaz. Pravzaprav se Mirjana začela, je odprla to temo, ali pa v sociologiji v Sloveniji odprla to temo življenjskih potekov v Sloveniji. Tako da me dopolni, prosim, Mirjana, in popravi, če ga bom nekaj zelo polomila. Bom poskušala vseeno odgovoriti na to vprašanje. Zdaj, osebni življenjski potek seveda strogo gledano ni zgolj oseben, pogojen je z zgodovinskimi, družbenimi, okoljskimi, kulturnimi procesi. In recimo izvorna družbena neenakost ali pa izvorna razredna pripadnost, o kateri pravzaprav govori Simone de Beauvoir, je ponekod bolj, drugod manj, ponekod manj usodno vpliva na osebni življenjski potek oziroma pač na to, kar se nam v življenju dogaja. Sicer zdaj tako raziskovalni pristopi, ki izhajajo iz perspektive življenjskega poteka, se razlikujejo. Eni bolj poudarjajo individualno-psihološke vidike prehodov, drugi strukturne vidike. Zdaj, zelo produktivna se mi zdi tista perspektiva, tisti pristop k temu konceptu, ki je hkrati zasleduje časovno in prostorsko dimenzijo, makro in mikrodružben kontekst, pa tudi individualne okoliščine, in ki odkriva dejavnike, preko katerih se v bistvu vzpostavlja zveza med okoliščinami v različnih obdobjih življenja. Ta perspektiva nekako omogoča, da hkrati pojasnimo heterogenost skupine, ki ji rečemo, družbene skupine, ki ji rečemo stari, ki jo definiramo kot stari, in specifičnost družbenega položaja te skupine. Ključni element te perspektive pravzaprav je teza, ki jo vsebuje Oto že vaše drugo vprašanje v tem sklopu in s katero bom pravzaprav odgovorila na prvo vprašanje. Namreč teza, da se prednosti in prikrajšanosti skozi življenje akumulirajo. Spet ponekod bolj očitno in usodno, drugod manj. Ena od raziskav recimo opozarja, da je kumulativni učinek prednosti in primanjkljajev v Združenih državah Amerike precej večji kot v Veliki Britaniji, kar gre pripisati v veliki meri razlikam v politikah na področju zdravstva, izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva. Zdaj, prej ste omenili socialno gerontologijo, dejansko se tam to vprašanje reprodukcije neenakosti, ki se akumulirajo skozi celoživljenjsko pokaže v starosti, poudarja vsaj od konca 80-ih let 20. stoletja, ampak res, to je precej pozneje, kot je to knjigo napisala Simone de Beauvoir. Zdaj, s tem konceptom so pravzaprav poskušali pojasniti razlike znotraj skupine starih in na ta način nekako poskušali opraviti s homogenizacijo in stereotipizacijo starih ljudi. To je pravzaprav bil tudi eden od motivov, ki je zaradi
katerega se je ta pravzaprav teza o akumulaciji družbenih razlik tako prijela. Ne edina, ampak ena pa. Zdaj, če se navežem na Simone de Beauvoir, ona svojo analizo prvobitnih skupnosti zaključi s sklepom, da usodo starih določa skupnost, skladno s svojimi interesi, zmožnostmi, vrednotami in da se morajo stari temu podrediti celo takrat, ko se jim zdi, da so najmočnejši. In mislim, da to ne velja samo za prvobitne skupnosti, da velja tudi za čas in prostor, ki ga živimo zdaj in tukaj. Ja, knjigo, to, kar mene pravzaprav na nek način, kar me je zelo presenetilo pri tej knjigi, je, da jo je napisala v bistvu 10 let pred nastopom krize francoske države blaginje. Pa že takrat je govorila o rečeh, ki so na nek način nepričakovane z te današnje perspektive. Skratka, knjigo je pisala v obdobju, ko se vrednost človeka še ni tako ravnodušno in prostodušno kot danes merila stopnjo produktivnosti, učinkovitosti, tekmovalnosti, neodvisnosti. In danes recimo, ko države pozivajo k zniževanju stroškov človeških virov, kot temu rečejo, tudi k zniževanju bremen, ki da jih družbi nalaga starost, in to se strinjam s številnimi njenimi bralkami in bralci, da bi Beauvoir danes skratka v tem kontekstu verjetno svojo marksistično analizo še razširila in tako izrazito poudarila recimo protislovje na eni strani med zavračanjem starih v kapitalizmu kot neproduktivnih in na drugi strani med obravnavanjem starosti kot široke tržne niše za vse mogoče, predvsem za recimo zdravljenje in zdravila, storitve dolgotrajne oskrbe, pa tudi za industrijo prostega časa recimo, Skratka, zdaj, seveda to opozorilo, da družbeni sistem generira in vzdržuje neenakosti, ki se manifestirajo skozi življenjski potek in akumulirajo v starosti, ne pomeni, da nas enoznačno determinira družbeni status, ki smo vanj rojeni, ampak mislim, da je prav danes to opozorilo potrebno nenehno ponavljati, ker je to, kar na nek način skoraj da velja za truizem v družbenih znanostih, nikakor ne velja za samoumevno znotraj vladajoče ideologije, pa tudi v politikah, ki se na osnovi tega sprejemajo. Ta pač nasprotno trdi, da si je človek za svoj položaj v starosti kriv sam, ker pač v prejšnjih življenjskih obdobjih ni dovolj vlagal niti v svoj človeški kapital, niti v svoj materialni kapital, čeprav menda bi imel v tem krasnem novem svetu vse možnosti za to. Zdaj, če bi, kaj bi bilo treba narediti, da bi se lahko razkorak med bogatimi in revnimi pač v zadnjem življenjskem obdobju zmanjšal, pravzaprav jaz kratkoročno, pa upam, da je to nekako kratkoročno, seveda s krepitvijo javnega zdravstva in javnih programov in storitev z področja oskrbe, s pokojninami, ki bi omogočale dostojno življenje. Po drugi strani pa se mi zdi, da je to treba nenehno poudarjati, da samo razkorak, da pravzaprav sam razkorak med revnimi in bogatimi ni edino, mogoče celo ne ključno vprašanje, da je ključno vprašanje, kako omogočati dostojno življenje vsem. Mi smo lahko enaki v ekstremni revščini, to ne reši problema. Skratka, ključno se mi zdi, omogočiti dostojno življenje vsem v celotnem življenjskem obdobju, kot pravzaprav eksplicitno pravi tudi Simone de Beauvoir in ste to že
citirali v vprašanju. Ne. Se upravičujem, če sem bila predolga. Hvala. Sploh ne. Zelo zanimiv odgovor, ga je bilo lepo poslušati. Skratka, ja, v knjigi sigurno se mi zdi Simone de Beauvoir pravzaprav načenja ta vprašanja individualizacije odgovornosti, neoliberalizacije starosti, preden je do tega zares prišlo in opozarja na družbeno konstrukcijo teh problemov oziroma družbeno determiniranost teh težav. Še recimo en problem, s katerim pa se tudi ukvarja de Beauvoir, je pa to, da pravzaprav da en del teh težav oziroma del apatije do problemov, s katerimi se soočajo stari, izhaja iz tega, da se pravzaprav v starosti nihče ne prepozna. Ne, vsi nekako verjamemo, da se to nam ne bo zgodilo ali to pa ne bo naša starost. In v neki zelo dolgi in podrobni zgodovinski analizi, kjer pravzaprav obravnava, kako je bila starost obravnavana od starodavnega Egipta pa vse do renesanse, ne pravi, obravnavana je bila stereotipno, ne, stari ljudje skozi vso zgodovino niso bili pomembni, potem sklepa, zato ker v njih pravzaprav ni veliko pisnih verov, ki bi se recimo ohranili razen v nekaterih redkih obdobjih, ki jih je mogoče nekaj več, da nimamo v antiki. Ne? In ne, ona pravi, skozi vso zgodovino se nihče ni poglabljal v stare, nihče ni želel vedeti, kakšni so v resnici bili, ne? In zapiše, starec ni bil pravi človek sam, ampak njegova najbolj oddaljena meja. Ne? Bil je periferija človeškega stanja, ni bil prepoznan in nihče se ni prepoznal v njem. Doktor Ule, če mogoče vas vprašam, kje se pravzaprav skriva trik, da se v nobenem življenjskem obdobju ne zavedamo, da smo pravzaprav ne stari zgolj začasno? Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Jaz mislim, da del odgovora vsebuje že vaše vprašanje, ne? Namreč, če je to neko življenjsko obdobje, ki je tako zelo utišano, ne, in izrinjeno, potem seveda nimamo potrebe najbrž, da bi se ga veselili in ga potiskamo, ne, v neko negotovo prihodnost. Zanimivo, Beauvoirjeva še dalje pravi, ne, če še malo dopolnim tisto, kar ste vi začeli, pravi, predčasno umreti ali ustareti, druge možnosti ni. Ne, torej, pa vendarle, starost nam je usojena, pa vendarle nas vse preseneti, pravi. Ne. No, jaz mislim, odgovor je v tem, da seveda to, da smo izrinjeni, razosebljeni, če hočete tudi, ne, odvzete so nam bistvene, pravzaprav te življenjske vloge, ne, recimo Metka je prej omenila homogenizacijo in stereotipizacijo starostnikov in ravno skozi to homogenizacijo se doseže na ta način, da se najprej vzame individualnost, vse pravzaprav nekako osebno identiteto. Stari so samo stari, niso več to, kar niso več, torej tu ni več delovnih vlog, kariernih vlog, družinskih, interesnih in tako naprej. In zaradi tega je pravzaprav to obdobje, ki seveda ni privlačno in ker ni privlačno, se ga otepamo in nočemo o njem razmišljati. Ne. Torej, v tem smislu je pravzaprav tudi ta, Metka je že začenjala to tezo, namreč, da je seveda, če pogledamo življenjski potek, je
tisto, kar je družbeno vredno, je odraslost. Ne? Vsi tisti, ki niso odrasli, so nedorasli. Ne? Otrok, mladostnik in star. Je pravzaprav nekdo, partikularen subjekt, nekdo, ki mu nekaj manjka, da bi bil odrasel. Ne? In zdi se, da polno življenje je značilno samo za odraslost. Pričemer, in je značilno za vse tiste življenjska obdobja, nedoraslosti je značilno, da se ta nedoraslost pravzaprav tako na družbenem nivoju kaže z vrsto prepovedi, zapovedi in tako naprej, in in prikrajšanosti in tako dalje. In seveda potem to ne more biti privlačno življenjsko obdobje in se ga ne moremo veseliti in zato ga rajš potisnemo nekam v nezavedno. Je pa bistvena razlika, če že primerjamo recimo starostnike z mladostniki. Oboji so torej izrinjeni ali pa stigmatizirani. Razlika pa je, da je mladost ima prihodnost. Torej, mladost je začasna tirnica do odraslosti. Za starost je pa značilno, kot pravi Bovarijeva, za njo je značilna zaledenela preteklost in zamejena prihodnost. Starec je tu in zdaj. In zaradi tega si težko priznamo in jo težko sprejmemo. Bovarijeva tudi pravi, da tisti, ki sem star, ni nikoli tisti, ki sem jaz sam, temveč tisti, ki je kot tak prepoznan od moje okolice, preko podob, ki jih imajo drugi v nas. Torej, njena teza je, da najprej družba definira človeka kot starega in mu potem to pravzaprav z nekimi povratnimi informacijami vedno dopoveduje. Recimo v medosebnih odnosih, komaj sem te prepoznal ali pa prepoznala, tako si se spremenila ali kako si se postarala in tako dalje. No in to opozori recimo Bovarijeva, to se mi zdi zanimivo, razliko med starostjo in boleznijo. Pravi, bolezen opozori nase, na svojo prisotnost, telo, organizem. Torej, najprej opozori telo in organizem in človeka, osebo, subjekta. Subjekt se bori proti bolezni. In šele pozneje je ta, ko na prisotnost bolezni sam posameznik, posameznica opozori okolje, postane bolezen očitna tudi za okolico. In torej, to je prva razlika, medtem kot smo rekli pri starosti, okolica najprej opozori, izvrže, zavrne posameznika kot starega. No in druga seveda razlika je, da je bolnik, je seveda to spet neka začasna življenjska tirnica, kot pravi Parsons, torej neka vloga, ki jo imamo začasno in začasno izgubiš vse ostale vloge, si samo bolnik in tvoja naloga je, da ozdraviš. Medtem ko je za starega značilno, da izgubi vse vloge, ampak ostane mu ta vloga, ki je stalna. Pravi tudi Bovarijeva nekje, bolnik okreva in nadaljuje z vsemi aktivnosti, stari pa postajamo samo še bolj stari. No in zato mnogi imajo recimo starost za zmerljivko, tudi sami stari in pravzaprav torej to namigovanje na starost jemljajo kot žaljivko, jemljajo kot napad na lastno dostojanstvo in se raje imajo za bolne kot za stare. In namreč, kot pravi Bovarijeva, ko se stari označijo za bolne, tudi če to niso, prevzamejo pozicijo bolnika, ki bo mogoče ozdravil, ki bo mogoče lahko kdaj prevzel še druge vloge. No in torej starcu, starejšemu človeku ostaja samo to, da sprejme svojo pozicijo ali pa da se bori proti njej. Da sprejme nekako to svojo onemoglost ali pa spremenjeno podobo in družbeno gledalno podobo, ki jo mu družba nastavlja, ali da se bori proti njej z
za to, da za vsako ceno poskuša ohranjati mladost, da z vsemi raznimi pripomočki in pada po to, kar je Metka omenila, v to potrošniško, skratka, da postane objekt potrošnih ali pa tržnih recimo mehanizmov, ki ga napotujejo na to in ono, da bi jim dajo iluzijo tega, da se lahko pravzaprav ohranja mladost, da lahko na nek način, da si lahko mladost tudi kupijo. In seveda to jih še bolj dela, recimo razvrednoti njihovo siceršno podobo. Hvala. Doktor Ole, hvala lepa za vaš odgovor. Jaz si pišem ključne besede, pa sem že skoraj celo stran popisal. Definitivno knjiga odpira, se mi zdi, zelo veliko vprašanj in tem. Eno smo načeli že nekako v uvodu in tudi smo se dotaknili ravnokar. In sicer ta problem drugačenja. Se pravi, Simone de Beauvoir pravi takole. Če stari ljudje pokažejo enake želje, enaka čustva, enake zahteve kot mladi, se ljudje nad njimi zgražajo. Zanje sta ljubezen ali ljubosumnost starih ostudni ali absurdni, seksualnost odbojna, nasilnost komična. Torej, od starih se po eni strani zahteva, da so vzoren primer vseh vrlin, predvsem pa naj bi ves čas izžarevali vedrost. Ker pomeni, da taki so, vedri, ker omogoča, da si svet zatiska oči pred njihovo nesrečo. Očiščena slika starih, ki nam jo družba ponuja, tako Simone de Beauvoir, je sivolasa in častitljiva modrost, bogate izkušnje, lebdenje visoko nad običajnimi razmerami človeštva. Če pa se tega ne držijo, pa padejo pod te običajne razmere. Nasprotna stran navedene podobe je nori senilni starec, ki je v posmeh otrokom. Kakorkoli, ali zaradi svojih vrlin, ali zaradi degradacije teh vrlin, so pahnjeni stran od drugih ljudi. Doktor Bahovec, kako vi vidite to problematiko? Najlepša hvala ponovno za besedo. Če smem morda nekako se odzvati na to, kar je bilo doslej povedano, namreč, da se ločuje otroke, mladostnike, zrelo dobo in potem stare, in ta zrela doba odraslega človeka je norma. Jaz bi tu vsekakor dodala tisto, kar je leitmotiv, jaz mislim, da vsega življenja in dela Simone de Beauvoir, namreč ne človeka nasploh zrele dobe, ampak moškega. In mislim, da je to ključni poudarek, ki bi ga morali v nadaljnji razpravi ves čas imeti v mislih. In če govorimo o Simone de Beauvoir, se mi zdi to pomembno, ne nazadnje zaradi tega, ker je Simone de Beauvoir seveda raziskovala različne figure, like drugega, poleg žensk seveda tudi ameriške črnce, jude, proletarce in še kaj, vse to na začetku v uvodu drugega spola, če smem navezati starost na drugi spol, obravnava na začetku kot nekaj sopostavljenega, ampak v nadaljevanju posebej izloči večno žensko, črnško dušo in judovski značaj in tako naprej, da bi na koncu analize prišla do posebnega paradigmatskega položaja ženske, ki je vedno obstajala in vedno je bila dominirana. In mislim, da bi celo lahko rekli, da je Simone de Beauvoir vse druge razlike, ki so ravno tako pomembne in za katere seveda moramo ravno tako ves čas se boriti za enakovrednost, enakopravnost, enakost, vendarle pojasnljive iz tega
osnovnega dejstva človeške civilizacije, ki se glasi, ženske so vedno obstajale in vedno so bile dominirane. Niso nastale tako kot z nekim zgodovinskim dogodkom, tako kot ljudje z judovsko diasporo, proletariat z kapitalistično materialno produkcijo in tako naprej. Ne? In to se mi zdi zelo pomembno, da tega ne izpustimo iz oči, izpred oči, ampak tega ne pravim zaradi tega, ker sem feministka, ampak zaradi tega, ker je res. Upam, da nisem preveč poudarila, no, tisto, kar se mi zdi, da osnovna konceptualna zgradba Simone de Beauvoir postavi v spredje. In v tem smislu, ja, tudi obravnava starosti in starih, ne, nekaj, kar nas seveda v kontekstu političnih bojev povezuje v serie ekvivalent, če rečem leklavsko in tako naprej, ne, teoretsko in v iskanju vzrokov, zakaj je do tega prišlo, smo pa tu na drugem terenu. Kar zadeva starost, morda nadaljujem v tem smislu, kar sta Mirjana in Metka poudarjali, kje smo tu danes, kako tu nadaljevati v današnjem času. In ko sem o tem razmišljala v najaktualnejšem času, se pravi času pandemije, sem ugotovila, da pravzaprav smo pa končno tisto, kar smo se leta in desetletja postavljali za svetov cilj na različnih področjih družbenega življenja in položaja žensk in položaja človeka kot takega. Ne. Mi smo v času, ko smo dosegli Švedsko. Mi in Švedska smo v odnosu do starih, zdaj, kaj ne rečem, smo se izenačili, ne samo na žalost v slabem, ne v dobrem. Mislim, da aktualna situacija obravnave starih v domovih za ostarele in vse te statistike, ki jih dnevno vidimo na televiziji in tako naprej, kar kliče po razlagi, kliče po problematizaciji in kliče po seveda, kaj ne rečem, neki drugačni, zelo drugačni, popolnoma drugačni obravnavi, popolnoma drugačnem javnem govoru, popolnoma drugačnem političnem ozadju in tako naprej. Sej nisem mislila zdaj preveč tega pogovora zapeljati v neke aktualne tematike, ampak vsekakor je to nekaj, kar se mi zdi, da treba postaviti v spredje. In seveda, ali imamo kakšne podatke o tem stanju sedaj, ne? Kako je z razliko med moškimi in ženskami v času pandemije v starosti? Mislim, da verjetno te podatke imamo in boste tu lahko nadaljevali. Morda pa samo še to, če smem zvezi samo Simone de Beauvoir poudariti, da je starost za njo ena od obdobij človeškega življenja, ki jih je treba preučevati tako z vidika družbene situacije, kot tudi z vidika nekega eksistencialnega projekta in osebne izkušnje, ampak o tem morda kasneje. Mislim, da se lepo pravzaprav dopolnjujeta ta morda bolj družboslovni, raziskovalni vidik, bolj sociološki vidik življenjskih potekov na eni strani, na drugi strani ta bolj eksistencialistično-filozofski vidik odnosa do lastnega življenja, ki je spet zelo drugačen pri moških in ženskah, ki spet ženske bolj zapira v situacijo objektnega sveta, imanence, manjše možnosti, da naredi svojega življenja nek projekt. In seveda v starosti je pa to še toliko bolj. In seveda je v starosti to še toliko bolj res, če si ženska. Hvala lepa. Doktor Bakovec, hvala. Super, da ste načeli nekako to aktualno obravnavo problematike, no, se pravi, ki vprašanja, s katerimi se de Beauvoir sooča v knjigi, so in nekatera postajajo vse bolj
bolj aktualna. Pa bi mogoče se dotaknil pravzaprav ravno te problematike. Doktor Mencin, če dam najprej vam besedo. Simone de Beauvoir pravi, da se v usodi starih pravzaprav kažejo interesi, zmožnosti in vrednote celotne skupnosti, ker ste že uvodoma omenili, in celo v svoji razpravi teh zgodovinskih skupnosti zapiše: tako kot skupnost ravna s svojimi starimi, takšna je gola resnica o njenih skrbno prikritih resničnih načelih in ciljih. Praktične rešitve, ki so jih sprejela primitivna ljudstva za urejanje problematike svojih starih, so zelo različne. Pobijajo jih, pustijo jih umreti, namenijo jim minimalna sredstva za preživetje, zagotovijo jim dostojno starost, jih spoštujejo ali častijo. In, tako piše Simone de Beauvoir, kot bomo videli, uporabljajo tako imenovani civilizirani narodi enake metode, le da je pobijanje prepovedano, če le ni dobro prikrito. Zdaj, v zadnjem letu pravzaprav bi lahko mogoče ta njen zadnji stavek postavili pod dvom, ampak mogoče vseeno bolj splošno, kaj nam pravzaprav usoda, v kateri so bili in v veliki meri še vedno so prepuščeni starih zaradi pandemije, pravzaprav pove o vrednotah in interesih, ki prevladujejo v naši družbi. Najlepša hvala, Oto, spet za besedo. Mogoče sam to na ženske in starost in Simone de Beauvoir. Zdaj, en očitek na račun starosti in pač, je bil očitek na knjigo Simone de Beauvoir o starosti, je bil zelo pogost strani in je še strani feminist prav to, da o ženskah zelo malo govori, zelo redko, neposredno pravzaprav govori o ženskah. Recimo tudi v tistih poglavjih, kjer analizira politike upokojevanja in pač odnosa, ki kažejo na odnos do starih, recimo ne omenja problema vezave, pravice do pokojnine iz dela v državah, kjer je bila pač stopnja delovne aktivnosti žensk nizka. To tako mimogrede, da bi bilo zelo zanimivo, še, mislim, škoda, ker ni živela še dlje in napisala in analizirala položaj starih žensk, ampak v redu, to delajo druge zdaj. Zdaj, tako, na to vprašanje, v zvezi s tem vprašanjem bi pa poskušala tako citirati na kratko Simone de Beauvoir, ki govori o tem, kako je vladajoči razred tisti, ki ostarelim vsiljuje njihov status, in da je večina, kot pravi, aktivnega prebivalstva pri tem so kriva. Zdaj, to je, to se tudi nanaša na nas in na to, kar mi počnemo zdaj in tukaj. Zdaj, in ko govori o odnosu sodobnih družb, družb, ki jih je takrat, ki jih je opisovala, predvsem evropskih, v tej knjigi pravi, da se danes, oziroma takrat, ko je ona govorila, to velja pa tudi za današnji čas, da se na starega človeka odrasli, da na starega človeka odrasli gledajo kot na predmet izkoriščanja, kar smo v bistvu že omenjale. In pravzaprav bi lahko rekli, da usoda vseh govori o istem danes. Da si vreden, vredna
toliko, kolikor te okolje obravnava kot koristnega, produktivnega. To pač nekako določa, v veliki meri določa status vseh. Zdaj o nevrednosti, če lahko tako grdo rečem, Simone de Beauvoir bi rekla, ne govorim grdo o starih, govorim tako, kot je res. Itak se je učitelj, da grdo govori o ženskah in da grdo govori o starih. No, skratka, na eni strani o tem, o odnosu, prevladujočem družbenem odnosu do starih, govori že dejstvo, da se stopnja tveganja socialne izključenosti in stopnja tveganja revščine, recimo pri starejših od 65 let, v Sloveniji, govorim za Slovenijo, zvišuje tudi takrat, ko se pri vseh drugih recimo znižuje. To so, mislim, da zadnji podatki za leto 2018 ali 2019. O tem govori tudi podcenjenost dela v socialni oskrbi. Pa dejstvo, recimo, če zelo konkretno govorim, da je proces politike in programov dolgotrajne oskrbe v Sloveniji tako neskončno počasen. Zdaj, glede epidemije je to vprašanje, Eva, ki si ga ti že začela, bi jaz poleg te res izjemno visoke stopnje umrljivosti zaradi covida med stanovalkami in stanovalci v domovih za starejše, bi omenila tudi dejstvo, recimo, da se po preklicu epidemije, pač lani spomladi, praktično ni v domovih za starejše naredili nič, kar bi omejili možnost širjenja okužb v teh domovih in tudi olajšalo spoprijemanje z okužbami, ki so se začele širiti konec poletja. Recimo, meni se zdelo prav šokantno dovoljenje, da zaposleni v domovih za starejše delajo tudi, kadar so okuženi s covidom. Edini pogoj je, da so asimptomatski, zaradi česar je pravzaprav mogoče so res manj kužni, ampak še manj se varuješ pred njimi, tako, če se sploh lahko varuješ pred tem. Potem, recimo, na to kažejo tudi ovire pri izplačevanju nadomestil zaposlenim v domovih za bolniško odsotnost zaradi okužbe s covidom. Pa kako dolgo so morali zaposleni v domovih opozarjati na pomanjkanje zaščitne opreme. Mislim, govorim o domovih zaradi tega, ker dejansko so stanovalke in stanovalci v domovih za starejše gotovo, vsaj večina njih sodi med najranljivejši del stare populacije. No, tudi v zadnjem času smo priča čisto odkritemu omalovaževanju visoke stopnje smrtnosti med stanovalkami in stanovalci domov za starejše. Recimo, to je tisto slavno pojasnilo, da je v Sloveniji tako visok delež smrtnosti v domovih posledica splošno demografske slike. Torej zaradi tega, ker je tudi med prebivalstvom tako visok delež starih ljudi. Mislim, to je že statistično gledano, ta interpretacija pade, ampak sliši se pa tako, kaj hočemo, tako bi slej ko prej umrli. Ali pa recimo te izjave o prepuštenem beleženju smrti povezanih s covidom. To se mi zdi, mislim, res tako, kada se ta aroganca
sam še stopnjuje, no, s trajanjem epidemije. Jaz imam toliko na to temo. Nekaj dodati, če kolega Grdina, če smem. Mislim, da kot te so krivdi vseh nas, bi jaz prvenstveno v tej situaciji govorila o odgovornosti oziroma neodgovornosti aktualne oblasti. In zdaj bi tu še zaostrila, ne, ja, smo tam v slabem, kjer so nordijske dežele, kjer so na Švedskem, ne, ampak tam so javno priznali, da so naredili nekaj zelo slabega. In javno priznanje oblasti je pogoj za to, da se lahko nekaj začne spreminjati, ne. Mi se lahko trudimo na različne načine vse naokoli, ampak to je nekaj, kar je stvar odgovornosti ne vseh nas in ne so krivde vseh nas, ampak prvenstveno aktualne oblasti, ki ravna v marsikaterem pogledu, v tem pa še kako, še toliko bolj neodgovorno. In mislim, da je to treba javno povedati, da o vseh drugih nesmislih in protislovjih in paradoksih, ki pa to niso, ampak so samo neke neumnosti in neslanosti, niti ne govorim, ne. Se upravičujem, da sem takole uskočila v besedo, ampak mislim, pa še to, ne, kako smo vsi so krivi, tu je določen problem, ne, če govorimo o tem, kako imamo vsi slab odnos, oziroma kako v splošnem je odnos do starih prevladujoče slab, potem težje ugotovimo, kje je res pravi problem, ne. Pa še ta beseda sokrivda, ne vem, ali to je verjetno, morda je pa to komplicitenje, mišljeno v tem eksistencialnem smislu, namreč, da smo sokrivi na ta način, to ni neka, morda ni toliko moralistična kategorija, to sem mislila Metka, no. Kot pri nečem sodelujemo, komplicitete, tako kot ženske v drugem spolu, ne, sodelujejo, pri tem aktivno sodelujejo in prispevajo k temu, kar je iz ženske v dolgi patriarhiji nastalo. Zato sem ves čas apeliram pravzaprav na neko vzporedno branje drugega spola in obeh knjig starosti. Ja, v bistvu mislim, da imaš prav, ja, absolutno, gre za komplicite, ja, ker je iz konteksta bi razbrali, iz tega vlečemo koristi, ne, ampak govori pa tudi o odgovornosti, dejansko govori tudi o odgovornosti. Ne, v tem drugem, recimo, ja, bolj moralnem in političnem smislu. Mislim, da je no, v tem kontekstu oboje. No. Ja, se je knjiga izrazito aktivistična, ne. Tudi. Jaz bi zdaj dal še doktor Mirjani Ule mogoče besedo, če lahko mogoče pove kakšno svoje stališče glede aktualnosti knjige in problematik, ki jih Simone de Beauvoir omenja. Označen imam še recimo en pomemben citat, ki bi ga v tej priložnosti nekako uporabil, ne. Simone de Beauvoir zapiše: z usodo, ki jo namenja svojim neaktivnim članom, se družba razgalja, vedno je imela ljudi za orodje. Priznava, da je zanjo pomembna le korist in da je njen humanizem zgolj fasada. Ne? In zdi se, da je 50 let po izidu knjige ta misel še bolj aktualna, kot je bila v času, ko jo je dejansko zapisala. Pa me zanima, doktor Ule, kje vi vidite vzroke za tako nesrečno posrečeno vizionarstvo? Mikrofona nimate? Se opravičujem, zdaj se pa slišimo, ne? Ja, to samo pomeni, kako pravzaprav nič nismo naredili v zadnjih desetletjih, odkar je knjiga izšla, oziroma, če pomislim, glede na to, da sem pravzaprav na nek način priča bila, skratka, da moj spomin seže, aktiven spomin v tiste čase, ko je ona pisala knjigo, do zdaj bi lahko rekli, da so se stvari samo poslabšale, ne? Da se je recimo, da so se razdori, da so se te razdori med družbenimi skupinami, spolnimi skupinami in tako naprej, da nam je ta
seveda nesrečna politika neoliberalizma in tako naprej, ne, da je samo še bolj okrepila razlike pa razdore med življenjskimi skupinami, med različnimi družbenimi skupinami in tako dalje. No, in zaradi tega je seveda ta knjiga danes mogoče vsaj tako aktualna, kot je bila takrat. Čeprav zanimivo, no, to recimo, ne. Zdaj, namreč je pa tako, da starost je, kot tudi Simone de Beauvoir pravi, na eni strani odvisna od življenjske zgodovine osebe, ne, torej, ne, od njenega siceršnjega družbenega statusa, položaja in tako naprej, in od družbenega konteksta, ki je dajal in daje okvir življenjski zgodbi posameznika. No, in zanimivo je, pomembna je njena ugotovitev, po mojem mnenju, da se predhodne izbire in trenutne nezgode med sebojno prepletajo in tako oblikujejo obraz vsake starosti. Ne? Ona pravi, če jo tlele imam en citat, lepa starost je sinteza ugodnih razmer preteklega življenja ter duhovnih in čustvenih spodbud, ki se postavljajo v bran težji let. No, in v drugem, torej jaz sem se ukvarjala bolj z drugim delom, tudi recenzirala sem ga, ampak vendarle tako v drugem delu kot v prvem delu ugotavlja, da so možnosti te lepe, tako imenovane lepe starosti, ne, dejansko na voljo le redkim, pravzaprav privilegiranim posameznikom in posameznicam. Ne? In pravi, zato se prav v zadnjem starostnem obdobju pravzaprav razpira najglobje prepad med tisto privilegirano manjšino in med pravzaprav, ne, večino drugih. Pravi, pešanje delavk in delavcev se ne začenja, torej se ne le začenja prej, ampak tudi mnogo hitreje napreduje. Torej, tegobe starosti so razredno pogojene in spolno pogojene. To se zahvaljujem Evi, da je na to opozorila, namreč pozabila sem prej opozoriti in tudi ona opozarja tudi v drugem delu na majhne zanimive, če bo čas, bomo o tem še govorili, zanimive recimo primere spolni diferenciacije tudi v starosti. No, ampak če mogoče to tezo, ki se mi zdi zelo pomembna, s to tezo nadaljujem, recimo pravi takole, ko se postarajo, so izkoriščani, obsojeni, če že ne na revščino, pa vsaj na veliko pomanjkanje, na neudobna bivališča, samoto, kar v njih krepi občutek propadanja in strah pred vsem in vsemi. Zapadajo otopelost, kar se odraža na njihovem organizmu, tudi mentalne bolezni, ki jih pestijo, so večinoma proizvod sistema. Torej, njihova eksistenca, tu mislim na eksistenco delavcev in delavk, je funkcionalna. Celo življenje je funkcionalno, so pomembni za druge, opravljajo družbeno koristna dela, preko tega se potrjujejo. In zato je za njih še bolj ogrožujoča starost. Privilegirani pa ne živijo od funkcionalnosti za druge. Na različne načine si lahko osmislijo življenje in to lahko počnejo tudi v starosti. In zato Beauvoirjeva pravzaprav tudi ogorčeno protestira proti hinavski in sprenevedavi starostni politiki sodobnih družb. Ne? O tem, kar ste govorili in kar ste zdaj govorili in Metka in Eva. Namreč, če je star človek obupan zaradi nesmiselnosti sedanjega življenja, je to zato, ker mu je bil smisel njegove eksistence od nekdaj ukraden. To pravi Beauvoirjeva. To je zločin naše družbe. In pravi naprej, torej, starostna politika sodobnih družb je škandalozna. Še bolj škandalozno pa je njeno ravnanje z večino ljudi, ko so ti še mladi ali pri polnih močeh. Pravi, tako družba vnaprej določa pohabljeno in bedno usodo v zadnjem življenjskem obdobju. Prav zaradi družbene krivice se začnejo ljudje prezgodaj starati, oziroma je staranje prehitro. Ko izkoriščani in odtujeni ljudje ostanejo brez moči,
neizbežno postanejo odpadki odpuščeni program, pravi Bovarijeva. In zato so vse zdravila predlagana za blaženje starostnih težav tako smešna, pravi. Noben od njih ne more popraviti sistematičnega razdejanja, katerega žrtve so bile vse svoje življenje. In tudi, če poskrbimo zanje, jim ne moremo vrniti torej vsega tega, kar jim je bilo odvzeto tekom življenja. Če jim zgradimo dostojna prebivališča, jim ne bomo hkrati zagotovili kulture, ki jo niso bili deležni, interesnih preokupacij, kar naj bi njihovo življenje osmislilo. Torej, in pravi, ne pravim, da je zdaj za manj izboljševati njihove usode, a vendar to nikakor ne rešuje prave težave zadnjega življenjskega obdobja. In zato se lahko vprašamo, kakšna bi torej morala biti družba, da bi človek na stara leta ostal človek. Odgovor je preprost, z njim bi vedno morali ravnati kot človekom. Domneva, da tedaj morda v starosti v pravem pomenu sploh ne bi bilo. Torej, niti ne bi bilo, oziroma bi predstavljala zgolj en trenutek bivanja, ki se sicer razlikuje od mladosti in zrelosti, vendar ima lastno ravnovesje in tudi človeku odprto razsežno polje možnosti. Hvala. Jaz mislim, da je bil to tak lep odgovor oziroma recimo zaključek tega strukturiranega dela pogovora. Jaz sicer imam pripravljenih še nekaj vprašanj, ampak bi raje tudi glede na časovnico, ki jo imamo, omogočil komu iz publike, če želi kaj vprašati. Dobili smo v klepetu že eno vprašanje, in sicer od gospe Četkovič, mogoče pol komentar, pol vprašanje. Gospa Četkovič piše takole: pandemija je razgalila odnos do starejših v naši družbi. Morda se bo komu zdelo, da je formalistično navajati problem naslavljanja starejših v sedanjem obdobju. Vsi govorijo o ranljivih skupinah, smo starostniki, ostareli, onemogli, oskrbovanci, varovanci, a ne zveni to hladno, brezosebno? Zakaj nismo starejši, starejše? Pa mogoče, če bi kdo od naših gostov imel kakšen odgovor na to. Ja, recimo zanimiva je ta, samo mogoče bojo pol nadaljevale moje kolegice, zanimiva je ta pravzaprav to povezovanje starejših z ranljivostjo. Res je, recimo mogoče konec koncev, to je na nek način stigmatizacija, tako kot starejše je treba zavarovati, otroke je treba spraviti domov, zato da bojo odrasli lahko delali in gradili svojo kariero. Imamo še kakšen, vidim, da nimamo. Imamo vprašanje iz publike. Gospa Polonca. Ja, mene zanima, dober dan, mene zanima, če je kakšen zdravnik med poslušalci. Jaz se vam lepo zahvaljujem, voditelju in glavnim dekletom, ki ste predstavlja družbeni pogled ženske in staranja. Jaz moram povedati, da sem kot zdravnica delala celo življenje s starejšimi ljudmi in bi rada vprašala vas, ki ste prebrali knjigo, jaz jo nisem. Omenili ste, da je problem staranja vedno isti, ampak me zanima, če se da iz te knjige ugotoviti kaj uporabnega za našo družbo, da bi bilo staranje boljše, ker mi smo baby boom generacija. Pred par dnevi sem tudi jaz imela eno predavanje o preventivi staranja in sem govorila o zastraševanju v zdajšnjem obdobju
in o zmanjšanju teh in o razosebljanju teh stikov, predvsem pri starejših in seveda, kot vemo, v bolnišnicah in v domovih upokojencev. Danes sem govorila z eno mlado gospo, ki ima 30 let delovne dobe, je v bolniški in je dobila odpoved službe. Stara je že 50 let in malo čez. In kaj lahko mi pomagamo na podlagi te gospe Simon in te vaše knjige, ki ste jo lepo prebrali. Če je kaj uporabnega, še enkrat rečem, za našo družbo. Samo moment. Nekaj sem si pisala. Omenili ste spotoma individualnost starejših. Če smo starejši od 60 let, če bi radi še kaj delali, kakorkoli, nekdo ne želi tega. Pravijo, da imajo mladi, nimajo služb in to naprej, to je zdaj specialna situacija, jaz jo ne sledim, ker pač mislim, ne bi povedala zakaj. Učiti moramo spoštovanja starejših. Problem je to generacija, ki recimo ta naša baby boom generacija povojna takoj je odraščala tudi v težkih razmerah, nekje bolj, nekje manj. In mislim, da je manjek v temu, da niso več družine, več generacijske, da bi si pomagali v tovarištvu in tudi pri staranju. Nažalost, tudi družba, kot ste jo nekaj omenjali, ne upošteva življenjskih izkušenj in modrosti, tudi delovne modrosti in socialne modrosti. Pa še 3 pikice, no, bi se dalo še kaj povedati. Hvala. Ne vem, če bi komentirali, gospe, ki ste bile ta glavne, ki ste bolj družbeno gledali. Jaz sem se skozi trudila, da bi starejši imeli možnost, ne vem, za tako število plenic, za tako število tega in tega materiala, ki jih starejši, ki bolj obnemorejo ali fizično ali psihično potrebujejo. Nažalost so ti dodatki tudi zelo majhni, ne vem, 150 evrov, polovični dodatek, dobrih 200, cel dodatek. In če hočemo staremu pomagati, sem imela en primer ene gospe, ki je imela raka na jajčniku, hčerka je bila slučajno dobro stoječa in je imela 5 negovalcev doma. To se pravi, jih je lahko plačala, ta mama je imela dostojno starost. In to si mi z, ne vem, penzijami 400 do 600 evrov ne moremo privoščiti. Kaj lahko vi 3 ali pa vi, ki ste tole se lotili lepo te teme, pomagate tem ljudem, ki so finančno ali fizično in psihično omejeni? Hvala lepa. Najlepša hvala, Polonca, za vaše vprašanje. Se mi zdi, da je zelo relevantno, hkrati pa tudi zelo obsežno. Ne vem, zdaj verjetno pade na pamet več možnih odgovorov, ampak ne vem, a bi katera izmed gosti želela začeti. Jaz bi mogoče, če smem, samo dodati, glede na diskusijo, ki smo jo že imeli. Recimo, ena stvar je ta, se mi zdi, krepitev, nasplošno krepitev države blaginje, socialnih politik, ki skozi vse življenje zmanjšujejo neenakosti in ki rešujejo problem, preden do njega sploh pride. Ker Simone de Beauvoir pravzaprav ves čas, se mi zdi, opozarja, je to, da če začnemo reševati problem starosti v starosti, smo v bistvu že zamudili. To ne pomeni, da ne moramo ničesar več narediti za stare, ampak če se recimo lotevamo nekih sistematičnih rešitev, moramo začeti pravzaprav targetirati celoten življenjski potek.
Jaz bi mogoče sam dodala še ta knjiga, no, vsaj tako sem jo jaz dojela, ves čas govori o teh vprašanjih, ki jih vi odpirate, mogoče ne čist konkretnih, recimo teh, ki ste jih navedli, zdaj nazadnje, ampak pravzaprav ves čas poudarja vzajemnost, ne, in apelira k vzajemnosti, ves čas pravzaprav poudarja to, kar je Mirjana tako lepo prej tudi pokazala, kako, na kakšen način se akumulirajo vse te izkušnje in neenakosti skozi življenje. Ima pa recimo prav v zadnjem delu prve knjige analizira tudi politike, državne politike do starih čisto konkretno, ne, in pravzaprav se mi zdi, no, ne glede na to, kako se da situacija v tem trenutku ni enaka, kot je bila, ne, takrat, ko je ona to knjigo pisala in to analizo delala, da je zelo dobro izpostavila načela teh politik, ki so absolutno relevantna tudi danes. Se pravi, meni se zdi, na nek način se mi ta knjiga zdi, da je pravzaprav, kot da je pisana za današnji čas, no, ne, in kot sem prej rekla, celo glede na mojo predstavo o koncu 60-ih let, bi rekla, da je celo bolj relevantna za danes, kot za čas, kakršnega si jaz predstavljam, ne, v obdobju, ko je to knjigo pisala. Tako da absolutno, mislim, tudi druga knjiga, ne, Mirjana, ti si pač na enem drugem omizju tako lepo predstavlja tudi to drugo knjigo. Ta druga knjiga, ki je bolj fenomenološka, ne, in govori o izkušnjah staranja, je pravzaprav le služi kot en nabor vsega, kar je vredno prebrati takrat, ko imaš čas. Skratka, no, v več pogledih se mi zdi to delo več kot vredno branja, no. Lahko še jaz nekaj dodam k temu vprašanju, ki je, mislim, da zelo na mestu in v dobrem pomenu besede provokativno. In sicer Simone de Beauvoir, njena osnovna teoretska izobrazba, ozadje, če lahko rečem tako, celo svetovni nazor, recimo, je povezovanje Freuda in Marxa. In pripada tisti generaciji, ki so se na tem ozadju ukvarjali z kritično teorijo, kar sem omenila takoj na začetku, ne, kritiko znanosti in kritiko dejanskosti. In osnovna ideja Simone de Beauvoir, ki jo morda ni zapisana v vsaki posebni dikciji v tej ali oni knjigi, ali pa recimo ne moremo morda najti citata v drugi knjigi Starosti, ampak vendarle je razumljiva na ozadju njenega pogleda na svet, ki je nekaj, kar zadeva, torej ne zamenjavo ene filozofije z druga ali ene smeri in šole, mišljenjske šole z drugo, ampak prehod v prakticiranje, v praktično udejanjanje filozofije oziroma v praktično revolucioniranje. Njen osnovni, bi rekla, filozofski domet je zagotovo treba razumeti v tem kontekstu, se pravi, spreminjati, bom pa še tako zaostrila, čim bolj radikalno na vseh nivojih in ne se pravzaprav pustiti preveč zamejiti in morda speljati v neke take zelo pomembne, ampak vendarle nezadostne rešitve.
Se pravi, v tej konkretni situaciji praktično ta pa ta človek jasno, ne? Tu gre za neko osnovno človečnost, ampak rešitev ni v neki osnovni sočlovečnosti ali pa recimo krščanskemu odnosu do sočloveka. Rešitev je v radikalnih družbenih spremembah. In tu se mi zdi, da je knjiga še kako uporabna, tako da kot vse druge njene knjige. To je ves čas nek poziv k ne nekemu dnevnemu političnemu aktivizmu, ampak zelo radikalnemu spreminjanju mišljenja in radikalnim družbenim spremembam. Mislim, da na tem ozadju treba razumeti, če bi samo izvzeli recimo določene dikcije ali pa dele knjige ali pa samo starost, ne, potem bi lahko pri Simone de Beauvoir potem bi lahko izgubili to, se mi zdi, družbeno kritično moč njene knjige in njenega mišljenja, in to je tisto, kar se mi zdi, da moramo imeti ves čas v ospredju. In to je tudi po mojem uvršča med največje filozofske duhove, če lahko tako rečem, druge polovice 20. stoletja, ne. Ampak v filozofiji, če smem še to dodati, se vedno znova našteva druga imena, ne. Simone de Beauvoir se pa potem doda, kot da se je prvenstveno ukvarjala z literaturo, morda bojo zdaj nekako priznali, da je vsaj tudi na področju sociološkega raziskovanja je nekaj naredila, ne, ampak prvenstveno pa to ne velja za filozofsko knjigo, kar se zdi meni neverjetno, da je še danes tako pri nas kot v svetu. Jaz zato sem tudi dala to ozadje, upam, da ni preveč, kaj ne rečem, neprimerno. Se pravi, gibanje nebesnih sfer, ki so povezane z revolucijami kar največjega dometa. Kopernikanska revolucija, ne? Kopernik, Darwin, Freud, to je Freudovo razmišljanje o teh največjih revolucijah v znanosti, ki imajo kar največji domet zunaj znanosti na družbo kot tako, na možnost družbene spremembe. Tu bi jaz dodala Kopernik, Darwin, Freud, Beauvoir in v tem kontekstu nadaljevala. Hvala lepa. Še jaz, če lahko nekaj dodam. Na kratko, če lahko, imamo potem še 2 vprašanji iz publike zaenkrat. Izvolite. Ne, se ni pomembno, pravzaprav, če je malo časa. Se strinjam z obema. Namreč, ko sem jaz brala, ko sem začela brati to knjigo, sem pomislila in tudi dejstvo je, da recimo Beauvoirjeva je znana predvsem po knjigi Drugi spol. In to je bila, tako se zdelo, kot eno revolucijo, ki jo je povzročila in nekako taka, bi rekli, celo feministična Biblija, ne. In zdi se, da je ta knjiga, ta kompleks knjig o starosti, pravzaprav skoraj prezgodaj prišel in da ne bi danes čas, da lahko te knjige beremo in jih razumemo in jih spravljamo v realnost in iz njih črpamo odgovore na ta vprašanja, ki jih je gospa postavila. Namreč zdi se, da je, tako kot je, ne spomnim se zdaj, kateri sociolog rekel, da je 20. stoletje stoletje mladih, 21. stoletje pa bo stoletje starih. To je nekdo rekel v 90. letih, pa ne vem zdaj imena. In dejansko res, takrat smo bili tako preokupirani z mladostjo, z temi revolucijami in tako naprej, ki so se takrat dogajale, ne. Zdaj prihaja najbrž prihaja do teh vprašanj in zato se mi zdi ne samo, da je danes še aktualna, danes je pravzaprav sploh ta njeno delo postalo aktualno in lahko čisto na drug način o tem razmišljamo in se zdi, kot da je danes starost pravzaprav tisto pomembno življenjsko obdobje, ki pravzaprav kar kliče po tem, da nekako skozi to obdobje na nek način razmišljamo o družbi, o prihodnosti in tako naprej, ne. Tako nekako tu se mi zdi, da je torej knjiga ima obilo odgovorov in kot sta obe moji sogovornici rekli, tudi izjemno branje, izjemno čtivo, ne, z stvarmi, ki jih sploh ne moramo v tako kratkem času predstaviti. Najlepša hvala. Evo, v aktualnosti teme in dela sigurno govori tudi število vprašanj oziroma prošenj za vprašanja, ki jih je čedalje več, tako da bi prosil vsem, da so vprašanja vsem relativno kratka in tudi odgovori.
pa najprej gospa Četkovič. Hvala lepa za besedo. Ne bo vprašanje, samo bi rada povedala en dogodek današnjega dne, ki odseva to debato in seveda to aktualnost knjige, ki je podlaga za našo razpravo. Imeli smo sejo sveta SPIZ-a, kjer smo sindikati zahtevali obravnavo sprememb tega zakona, ki jih je prinesel PKP7, namreč da lahko delodajalec za delavke in delavce, ki dosežejo še 40 let delovne dobe, so stari 60 let, oziroma če so stari 65 let, imajo vse 15 let delovne dobe, jim odpove delovno razmerje. Mi reče nasvidenje. No, komentarji, zakaj to, iz vrst gospodarstva, žal, so bili, starejši smo neprilagodljivi, zaostali smo za časom, smo nesposobni in tako naprej. Skratka, takšna karakteristika. Ko smo se zavzemali in opozarjali na to, da to ni v redu, da to pomeni, da je to starizem, da je to stigmatizacija starejših in tako naprej, žal sem dobila odziv iz tudi predstavnice starejših, da to, kar govorim, je populizem. Toliko za sliko. Hvala lepa. Najlepša hvala za komentar. Imamo kakšen kratek odziv. Mogoče kasneje. Bi dal besedo še gospodu Lobniku. Hvala, Oto. Lep pozdrav vsem za ta super dogodek in zelo relevantno temo. Mogoče pa se jaz odzovem na začetku na to, kar je gospa Franska ravnokar povedala. Pri zagovorniku načela enakosti teče postopek izdelave ocene diskriminatornosti tega nedavnega predpisa. Mi smo tiste 3 dni, kolikor zdaj trajajo razprave pred sprejemanjem PKP, teh ekspresnih zakonov, sicer opozorili pisno Državni zbor in vlado o tem, da bo sledilo v bistvu diskriminatorno stanje s tem, ko bi uveljavili, tega niso upoštevali, tako da bomo pač verjetno to oceno tudi v tej smeri zaključili in potem nadaljevali z priporočili oziroma zahtevo za presojo ustavnosti. Pač v tem smislu vlagamo vse napore, da bi tukaj konstruktivno dodali. K razpravi pa bi potem prispeval naslednji razmislek. Nekako 3 načine soočanja z problemi, ki so bili navedeni, opažam. Najbolj ta osebni, iz neke skrbi zase, tisti, ki lahko poskrbijo zase, se mogoče v prvi fazi razširi na neke vrste podporne aktivnosti, torej lajšanja. To je neka taka karitativna drža, kjer opažamo, da se pač družba odziva na to, kako v bistvu poplavo z mašenjem najbolj akutnih situacij. In to seveda zelo nedolgoročno in neperspektivno. Po drugi strani se del teh rešitev seveda mora in lahko reši samo z delovanjem političnih sil, ki pa jih ne motivira noben interes v ozadju, oziroma vemo, spremljamo, kako težko je v tem procesu produktivna celo stranka, ki si je nekako upokojenski status dala za jedro svojega povezovanja in delovanja in naj bi bila korektor nekih, ampak verjetno zdrsne bolj v te podporne aktivnosti, zvišajmo malo penzijo tukaj, naredimo malo tam. In to vodi v vprašanje seveda, kakšne vrste strukturni aktivizem bo potreben, da bi plaval med tema 2 sferama, med ljudmi, ki se poskušajo znajti in si pomagati, in na drugi strani med politično seveda procesom, ki ima svoje zakonitosti in tudi svoje razmerja moči in ne interesa za reševanje tega. No in v tem seveda se sprašujem, kdo so akterji, ki bodo zastavili take vrste strukturni aktivizem, ki bi se lotil te teme v praksi in kako namreč z organizacijo nekega gibanja bi se potem lahko naprej spraševali, kako se lahko posamezniki in različne institucije vključujejo v to gibanje. Ampak jaz mislim, da bo to potrebno organizirati izven institucij, da institucije ne zmorejo prevzeti nekih vodilnih vlog teh procesov, torej bo šlo za združevanje posameznic in posameznikov. Hvala lepa. Hvala.
bi želel kdo komentirati predlog o novi vrsti strukturnega aktivizma, ki je potreben in bi ga lahko začeli oblikovati zunaj institucij, mogoče takih Zoom sestankih. A smem? Samo mimogrede, ste morda razmišljali v tej smeri, kako povezati razne pereče, oziroma reagirati na razne pereče probleme, kako to, o čemer se zdaj pogovarjamo, povezati z tem, kako se ukinja Radio Študent, kaj se dogaja pred Rogom in ne vem še kje. Tu dajmo se kar konkretno zmeniti, kako to narediti in nadaljevati, sem takoj zraven. Tudi naši študentje mi pišejo tam izpred tovarne Rog, kaj je zdaj za narediti. Jaz upam, da bomo zdaj tu skupaj ugotovili, kaj je, jaz odgovorim. Hvala lepa za ta zelo konkreten namig. Ja, najlepša hvala. Bi dal še besedo gospodu Kendi. Izvolite, gospod. Najlepša hvala za besedo. Jaz, ko sem bral to knjigo, sem nekako razmišljal, a je napisana 50 let pred svojim časom ali 100 let pred svojim časom. Jaz mislim, da do neke mere držita obe te stvari. Zdaj, kar se starosti tiče, jaz mislim, da je seveda ne poznamo. Je tako daleč pred nami, da jo ljudje ne poznamo in o njej govorimo na podlagi nekih predpostavk, ki so pa lahko takšne ali drugačne. En skupen imenovalec teh predpostavk pa je pogosto homogenost starejše populacije. Kot da so vsi starejši ljudje takšni in takšni in potem se razvijajo ageizmi in podobne zadeve. Jaz priznam, da na starost gledam zelo pozitivno, tudi na podlagi svojih izkušenj deloma v službi, kjer se imam priložnost tudi s tem ukvarjati, predvsem pa recimo iz enega zelo konkretnega primera. Oče je bil v domu upokojencev, imel je demenco. Jaz sem ga v bistvu praktično vsak večer hodil obiskovati in ga jaz dajal spat, tako da je dobival manj tistih, recimo, pomirjeval, ki bi jih sicer dobival, da bi bolj v miru zaspal. In jaz sem takrat spoznal tudi tisti celoten oddelek ljudi z demenco in to so vsi ljudje z nekimi svojimi lastnostmi, komuniciral sem z njimi, vsekakor jaz na njih nisem gledal kot na neke starostnike, kot na neko homogeno skupino, ampak vsak je imel neke svoje posebnosti. Nek dodaten element, ki je prispeval k temu mojemu drugačnemu pogledu na starost, kot ga ima morda večina ljudi, pa je bila knjiga Ashton Applewhite. Ona je izpostavljena stvar, ki mi je pač ostala za zmeraj v spominu. Starost ni samo tisto, kar mi mislimo, da je, to je upadanje nekih naših funkcij, da postajamo malce pozabljivi, da tečemo počasneje, da se prej utrudimo, da dobimo kakšno bolezen, ampak kar je do neke mere res, ampak je tudi to veliko odvisno od marsičesa, tudi od nas. Ampak s starostjo imamo priložnost, da dobimo mnogo nekih pozitivnih aspektov v življenju, ki jih pa prej ne moremo. Recimo, ko si starejši, postaneš zadovoljen tudi z nekimi malenkostmi. Jaz sem recimo dopolnil 60 let in cenim, da lahko z nekim prijateljem spijem eno navadno malo kavico. Bolj ceniš prijateljstva, imaš večji stik z naravo, predvsem pa, ko si starejši, imaš tudi veliko možnost, da postaneš moder. Skratka, to so neki razlogi, zakaj jaz na starost ne gledam tako kot morda večina ljudi, ampak gledam zelo pozitivno. Kar se pa na družbenem nivoju tiče, zelo na hitro. Pred 20-30 leti je bila neka osnovna usmeritev držav, kar se tiče staranja, starosti, gradnja domov za starejše in
bi rekel, neke bolj ali manj podobne zgodbe. Sedaj grejo te rešitve v mnogo bolj, če bi tako rekel, mehke odzive. Pomembna postajajo naslednja vprašanja, kot so pravica starejših, spolna enakost tudi v zvezi z staranjem prebivalstva, vprašanje nasilja nad starejšimi, vprašanje diskriminacije nad starejšimi, predvsem pa tudi vprašanje ageizma, vprašanje starizma. Tako da, če spet grem nekoliko nase, zame, ki sem dopolnil 60 let, bo in je že največji ageizem, ki ga lahko doživim, da me nekdo uvršča med stare, med starce, med starostnike oziroma kot človeka, ki bo počasi primeren za dom za ostarele. Jaz sem samo starejši kot vi, ki ste mlajši, in jaz sem istočasno mlajši kot tisti, ki so starejši od mene. Ravno zadnjič sem razmišljal, da sem pravzaprav po eni strani praktično polovico mlajši, kot je Boris Pahor, naš slovenski pisatelj iz Trsta. Zdaj sem izgubil to misel, ki jo ne morem nadaljevati naprej. Skratka, naj zaključim. Starost je lahko tudi nekaj lepega, nekaj pozitivnega, posebej še, če že od mlajših let gledamo na to skozi neka pozitivna očala in predvsem pa, da gledamo na starejše kot na heterogeno skupino, nikakor pa ne homogeno skupino. In naj zaključim z enim, upam, da dovolj pozitivnim stavkom za to skupino danes poslušalcev. Nekdo je rekel, starost je kakor hoja na hrib. Res, da ko se vzpenjamo, imamo nekaj težav z dihanjem, vendar ko smo na vrhu, je naš pogled mnogo lepši, kot ko smo bili v dolini. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kenda, za vaš komentar in osebno zgodbo. Vesel sem, da smo nekako zaključili z recimo temu relativno pozitivnimi mislimi za tisti del, ki so pa negativne, pa smo se dogovorili, da se povežemo, protestiramo in se jim postavimo po robu. Jaz se veselim dneva, ne vem, ko bodo stari ljudje se pridružili recimo protestom proti, ne vem, ukinitvi Radia Študent in obratno, mlade, ki bodo protestirali pred sprejetjem PKP 7, ne, kot je omenil gospod Lobnik. Vsekakor se mi zdi, da smo na neki dobri poti. Se mi zdi, da vse tragedije, ki so se zgodile lansko leto, da so senzibilizirale javnost za težave. Mislim, da smo vsi nekako videli, kako daleč smo še od nekih idealnih rešitev za dobro starost, pa vendar ne. Morda lahko še naredimo kaj, da ne bo tako, kot je gospod Kenda povedal, ne. Ta knjiga aktualna tudi 100 let po svojem nastanku, ne. Naj bo aktualna zgolj 50. Na tej točki bi vprašal še naše sogovornice, če bi želeli deliti kakšno zaključno misel ali komentar. Če ne, potem bi se vsem udeležencem zahvalil za tale čudovit pogovor. Vsem poslušalcem, ki ste si vzeli čas in ste se priključili na tole debato, ki ste ga organizirala Slovensko sociološko društvo in Trubarjeva hiša literature.
in upam, no, da je bilo tako zanimivo za vas, kot je bilo zame. Najlepša hvala.